Prejšnji teden nas je razveselila vest, da je klub umetniških direktorjev ADC v New Yorku podelil zlato kocko Tomatu Koširju, oblikovalcu vidnih sporočil. Prestižna nagrada je prvič prišla v roke slovenskega oblikovalca. Tomato Košir je dobil nagrado za serijo 5 naslovnic za Dnevnikov objektiv, postal pa je tudi samostojni ustvarjalec leta. Vizualne komentarje za časnik, Dnevnik in prilogo Objektiv ustvarja že od leta 2011 in z njimi sproža verižno reakcijo v družbi, kot sam pravi, bi se lahko stvari spremenile na bolje. O tem tudi v pogovoru z Žigo Bratošem, ki se je s Tomatom Koširjem pogovarjal ob nagradi Prešernovega sklada pred 2 letoma. Pozdravljeni, gospod Tomato Košir. Pogosto, tudi ob nagradi Prešernovega sklada, vas označujejo kot grafičnega oblikovalca. Vi pa si raje rečete oblikovalec vidnih sporočil. Kje se skriva tista pomembna razlika? Ja, oblikovanje vidnih sporočil je tisto, kar dejansko počnemo. Ne ukvarjamo se zgolj s formo, ampak se ukvarjamo z vsebino, z reševanjem komunikacijskih težav. Medtem ko grafično oblikovanje asocira nek formalizem. No, danes je v poplavi vizualnega že praktično vsak od nas. Fotograf, oblikovalec objav na družbenih omrežjih, tudi tekstopisec, ker tako mimogrede moramo v svojih službah spisati kakšno vabljivo besedilo in podobno. Kot da bi tržna orodja postajala nuja v svetu, kjer je vse izdelek in vse blagovna znamka, celo mi sami. V utemeljitvi ob nagradi so izpostavili pa prav vsebinsko večplastnost vašega oblikovanja. Pa bi rekla kakšno o tem, o pomembnosti strokovnega, poglobljenega oblikovanja vidnih sporočil. Ja, situacija se je v zadnjih 20 letih, odkar sem sam študiral, precej spremenila. Bistveno več je šol, ki v končni fazi producirajo tiste, ki se ukvarjajo s oblikovanjem vidnih sporočil. Proces sam se je pa skrčil. To je enostavno slaba kombinacija za kakovost. Kakovost pa potrebuješ ravno zaradi naravnega stanja, ki se je zdaj vzpostavilo, kot ste ga omenili, da je tega vizualnega bombardiranja vedno več, ter da imamo posledično težave že zasebno s pozornostjo, tega ADHD-ja in podobnih motenj je ogromno. Kar pomeni, da to zagotovo vpliva tudi na kakovost odčitavanja vidnih sporočil, ker pri vidnih sporočilih gre za kodiranje preko likovnega jezika sporočil v vizualno. Vizualno ima pa seveda eno tako močno primerjalno prednost, to je pa pač logično hitrost. Ja, se kot vi radi poudarite, gre za hitro odzivanje na trenutne dogodke in da so na primer naslovnice nekaj, kar je aktualno tisti čas, ampak kljub vsemu tudi pozneje jih še lahko kdo vidi, sploh v digitalnem času, in takrat verjetno z neko distanco, morda dobijo potem pa spet nek nov pomen. Verjetno je ta razlika v razumevanju vašega vizualnega sporočila, komentarja v tistem trenutku, ko se nekaj dogaja, in potem, ko z distanco opazujemo nekaj za nazaj. Ti vizualni komentarji so zelo močno umeščeni v čas, izven konteksta nekega dogodka, tistega tedna, ki ga opisujejo oziroma dajo neko iztočnico za navezavo na to, več takrat ni. In jih je potrebno umestiti z nekim podnapisom nazaj v ta kontekst. Isto je pri galerijah. Razstava mojih del kot zgolj likovne rezultate bi se mi zdela popolnoma neustrezna, ampak to je ta tipična situacija, v kateri se naša stroka nahaja, je zelo slabo skomunicirana. Ljudje dojemajo oblikovanje vidnih sporočil bolj kot neko estetizacijo, glede okusov se pa ne razpravlja, tako da po tej logiki ni razlike med kakovostnim in nekakovostnim
vidnim sporočilom. Ne. No in pri tem pa to, da so podobe izčiščene, jasne, kdaj minimalistične, nima nobene veze s tem, da ne bi bile globoke, večplastne, kaj ne? Ker morda se tudi v besedilu recimo še najbolj zapletamo ali besedičimo prav takrat, ko svoje misli oziroma sporočila nimamo dovolj razčiščenega pri sebi, ne? Ja, v samem procesu je precej tega lupljenja končne forme do tiste bistvene, ko ni možno več ničesar odvzeti, ne da bi pri tem odvzel del sporočila. Ne. Jedrnata forma je pa seveda v skladu z modernimi časi, pa pri vizualnih komentarjih jasno tudi samo naravo medija. Tomato, se kaj ukvarjate tudi s psihologijo? Mislim, sklepam, da so vaši izdelki borba za pozornost v sekundi. Pri besedilu vseeno bralca dobivamo postopoma. No, seveda je pomemben naslov, prvi stavek, ampak pri podobi gre pa za hipnost. To je eno izmed tistih področji, ki smo ga zagotovo imeli premalo in v srednji šoli in na fakulteti. Ne. Spomnim se tudi tiste debate o združitvi večjih akademij, ne? In ravno profesor za psihologijo nam je rekel, mogoče pa tukaj bi bilo bolj ustrezno združevanje z ekonomijo, s trženjem, s FDV-jem, zato da pač v tem zgoščenem prostoru sam po sebi pač čisto naravno spleteš vezi, ker potem pride do enega tazga organskega tutoriranja enega z drugim. No, o vaših izdelkih se je sploh veliko pisalo in govorilo. Za priznano ameriško politično revijo Politico ste prispevali naslovnico, na kateri so rakete, ki s križanjem dimnih sledi v zraku ustvarijo Davidovo zvezdo. Pa vendar ta naslovnica izvorno ni nastala za Politico. Povejte nam to ozadje, ker pokaže tudi na način vašega dela, na naravo vašega dela. Ja, sprva so me kontaktirali strani Guardiana, če imam že kaj pač pripravljenega. Odgovoril sem jim, da ne, ampak jim pošljem v roko kakšne ure. Kasneje so pa postali tako kot velikokrat zelo neodzivni. Ne. Oni pač jasno so v bitki s časom. Tega direktnega vpogleda nimam. Jaz smo vseglih kontakt zgolj preko Instagrama pa maila. Ne. Niti telefonsko nismo bili nikoli povezani. In ker je ta vizualni komentar hitro pokvarljiva roba, sem po dobrem dnevu molka, ter kasneje že pač neki Instagram objavi aktualne naslovnice, si pač upal ponuditi to delo, ki je bilo pa takrat že bolj izpiljeno, Politico. In zdaj imamo tukaj takoj pojasneno vlogo tega konteksta oziroma časa, ker ja, takrat ob objavi je to seveda komuniciralo Hamasov napad Izraela. Ne. Če pa gledamo danes, brez te razlage, čemu je bilo originalno namenjeno, pa lahko tam odčitamo tudi to militantnost Izraela, ne, katera je pač danes zelo pereča tema. Ne. In kot pravite, s podobo bojno polje prinesete bližje Evropejcem in Slovencem kot resničen in ne le filozofski problem. To je, sklepam, ključno, kajti številni problemi so le snov za prerekanje o mnenjih. In to ljudi, ki niso tam, ljudi, ki se zvečer mirno uležejo v toplo posteljo. Ja, tukaj je bila mogoče tista bistvena naloga sprožiti neko empatijo pri Slovencih, pri Evropejcih. Če bi dosegel nek minimalni rezultat pri tem, bi bil bistveno bolj zadovoljen kot katere pohvale, nagrade. Ne. Ker mislim, da je na vse zadnje to tisto, kar vsi počnemo, da si prizadevamo malenkost izboljšati ta svet, izboljšati tudi sami sebe v procesu. Ne. No, za dnevnikov Objektiv denimo ste kot opozorilo na ofenzivo na Gazo poustvarili krvav madež, ki pronica skozi vse strani priloge. Kateri vaš projekt pa vam je še posebej ostal v spominu, oziroma bi nam z njim lahko ilustrirali kakšno posebnost vašega dela? Ja, ena taka anekdota je prva užitna naslovnica. To je, mislim, da je dobrih 10 let nazaj.
Takrat je bila 100. obletnica te tragedije potopa Titanika. Ne. Motiv, do katerega sem prišel, je pač torta, kolač, ki je imela tipično svečko praznovanja, zamenjano s svečo mojco, ne, s to nagrobno svečo. In vse je izhajalo iz tega proporca te sveče mojce, zato je to torto spekla partnerka takratnega likovnega urednika Tjaša Zajc. Ne. Kasneje smo pač te ostanke nesli v uredništvo in je ta cel proces doživel še neko takšno katarzo. To je bilo za objektiv, za Dnevnikov objektiv. Aha. Kateri projekt bi pa izpostavili, ki ste ga pripravljali v tujini? Vedno se kot vizualni komunikator trudiš čim bolj ustrezno odgovoriti na problematiko. Vse te problematike pa ti mogoče niti ne dajo takšnega potenciala, saj tisti prvi hip, ne, in tudi ta doba besa v prvem trenutku mi ni dala vedeti, da ima nek velik potencial, ampak ravno to mi je običajno tisti signal, da še bolj zagrizem v ta problem. Ne. In zaradi tega boja takrat sem se odpovedal nekim dogodkom, ki so mi bili zelo pomembni, ne, zato da sem pač strl ta oreh. Sam proces je tudi v tej končni fazi, ne, tudi tam je bil zelo adrenalinski. Govoriva o naslovnici. O naslovnici Doba besa, Age of Rage, te priloge Guardiana. Ne. Na kateri vidimo kot zamečkano prvo stran. Ja, gre v bistvu za zelo enostavno osnovo, rdečo naslovnico, ki sem jo zmečkal, fotografiral, nato pa so jo pač kot tako reproducirali v teh preostankih tega formata, ne, pa ven gleda prav tista čist prava tretja stran te priloge. Ne. Tako da zaradi tega smo mogli v bistvu popolnoma v zadnji uri, ko so imeli številko šele postavljeno, umestiti tudi tisto stran številka 3 v ta kontekst. Ne. Vi združujete grafično oblikovanje s fotografijo, ilustracijo, potem tudi fizično izvedete poizkuse, neke izdelke kot makete in jih fotografirate. Kaj vse počnete, da dosežete potem te podobe na naslovnicah, da si bomo predstavljali plastično? Ni istega recepta za vse rešitve. Ne. Že teh Dnevnikovih vizualnih komentarjev je skoraj 140. Nazadnje sem oblikoval knjigo, ter ravno tako ilustriral članke te knjige za vašega radijskega kolega Marka Radmiloviča in tam govori en ta objavljen članek, ena ta kolumna o rasizmu v nogometu. In takrat sem pač odreagiral z nakupom klasične črno-bele žoge, ne, ki ima te bele šesterokotnike in črne petkotnike. Na to pa fizično odstranil vse, kar je črnega. To je bila ena taka, se mi zdi, dosti jasna vizualna metafora, ki ponazarja rasizem. Ne. Mislim, z rasizmom ni tistega pravega nogometa, oziroma ne pridemo do vsega, kar ti lahko nogomet nudi. Ne. Jaz predvsem pri teh orodjih iščem to, da bo bralec, ki bo to odkodiral, da se bo ukvarjal s poročilom, ne pa samo tehniko, kako sem jaz prišel do tega. Če se bo ukvarjal s tehniko, potem mu to pozornost preusmerim in posledično ne dobim takšnega izplena kot sicer. Ne. Tomato, vi sicer ločite tisti del vašega dela, ki izhaja iz sodelovanja s podjetji, organizacijami za namen njihovega marketinškega komuniciranja, celostnih grafičnih podob, od vaših vizualnih komentarjev za časopisne naslovnice in podobno. Oblikovanje celostnih grafičnih podob je pač ena od 3 panog znotraj mojega poklica, ki me iskreno najbolj radostijo, ker mi dajo čist zasebno največje zadoščenje. Ne. Ti svojim
delom ustvarjaš obljubo, ustrezno obljubo organizacije končnemu potrošniku, ne, ali pa sodelavcem v procesu. In na ta način dodajaš vrednost, pa rešuješ kakšne komunikacijske težave, ki so jih do tiste točke imeli. Ne. Pri vizualnih komentarjih? Pri vizualnih komentarjih je naloga nekoliko drugačna. Tam jaz kot državljan včasih ravno tako pridem do besede. Ne. Ampak vedno sem pa v službi komentiranja določenega problema tistega tedna, občega problema, ne zgolj problema, ki ga ima tomato košir. Ne. Sej, koliko svobode pa sploh imate pri teh komentarjih? Koliko ste pa pravzaprav vseeno v nekem kalupu medija oziroma sporočila nekega članka, recimo? Sej, veste, te omejitve niso slaba stvar. Ne? Običajno je največ kreativnosti tam, kjer je največ omejitev. Ne? Saj, če si osebnostno takšen, kot sem jaz, ki se žal ali pa k sreči definiram preko svojega dela, preko svojega poklica, ne? Ogromen del moje osebnosti temelji na tem. Praktično nikoli ne neham biti vizualni komunikator. Končna nagrada pri končanem procesu enega takega trdega oreha, ne, ki ima ogromno omejitev, je seveda največja. Ne. Med drugim ste kot docent poučevali na oddelku za oblikovanje Ljubljanske likovne akademije, organizirali ste številne delavnice oblikovanja črkovnih vrst, type klinik, predavate na seminarjih. No, če bi rekel, da imate radi poučevanje, bi se vsaj delno zmotil, kot vas poznam, ker mislim, da vas zanima nekaj širšega, bolj prožnega v tem smislu. Torej, kako razumete pedagoško delo, mentorstvo in kaj vam pomeni to? Ja, no, to je pa tisti tretji del, ki me ravno tako močno motivira, močno definira. Jaz mislim, da sem skozi svoje odraščanje nekako zrastel v enega mentorja. Ne. Živel sem sam z mamo, samohranilko, ki je bila zelo zgodaj invalidsko upokojena, ravno v tistem času, v 80-ih, je pač država bila v neki recesiji in je bilo to zelo modno ali pa mogoče nujno narediti. In moja mati je bila upokojena tam sred 40-ih. Zaradi tega bila v hudi depresiji, sprožila se je v bistvu v končni fazi bipolarna motnja. In jaz sem postal tisto, kar menda imenujejo postaršen otrok. Se pravi, bil sem že pri 6-7 letih neka referenčna oseba za ravnanje moje mame. Ne. Se je zelo pogosto obračala name, pač v neko razsojo oziroma pač pomoč pri odločitvi. Ne. Jaz tega nisem nikoli dojemal kot nekaj težavnega, kot nekaj obremenjujočega, ampak kot popolnoma normalen del odraščanja. In kasneje, pač enostavno se je to nekako organsko nadaljevalo, ko sem bil še študent na oddelku za oblikovanje. Ne. Zelo zgodaj v nejevoljo mojih starejših kolegov sem začel že, v 2. letniku jim dajati kakšne korekture, če so jih želeli ali pa ne. A veste, ko sem oblikovalec ali vizualni komentator, sem zgolj en oblikovalec. Ne. Kot pedagog pa praktično skrbiš za del prihodnje vizualne krajine. Tvoja zapuščina ni delo enega, ampak zapuščina je praktično rezultat časa parih desetletij vseh teh tvojih učencev. Ne. In tukaj je verjetno res ključno, da potem mentor ujame pravo razmerje med tem, da nekaj nauči, da usmerja, hkrati pa, da dopušča svobodo za lasten razvoj vsakega posameznika. Ne. Ma pa zelo različen spekter talenta, zanimanj pri teh študentih in jaz sem se takrat zavedno odločil in to tudi komuniciral mojim kolegom, takrat smo bili skupaj 4 asistenti, da me ne zanima
tisti ego projekt, ukvarjati se zgolj s 3 do 5 najboljšimi, ampak zanima me večina, ne? Se pravi, tisti, ki so do tiste točke še povprečni. Ker tisti bojo sproducirali bistveno več kot tisti, ki so že v osnovi imeli visok potencial, ne? Poslušali smo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom iz leta 2024, ko je Tomato Košir, oblikovalec vidnih sporočil, dobil nagrado Prešernovega sklada. Prejšnji teden pa ga je zlato kocko nagradil Klub umetniških direktorjev ADC v New Yorku, kar je ena najprestižnejših oblikovalskih nagrad. S Tomatom Koširjem se je pogovarjal Žiga Bratoš. Oddajo je uredila Tadeja Krečič.